Nekdanjo premierko in kandidatko za evropsko komisarko Alenko Bratušek naj bi danes v nabiralniku že čakala pošiljka protikorupcijske komisije. Ta preverja, ali je pri njeni kandidaturi za komisarko prišlo do neskladja z zakonom o integriteti. Bratuškova bi morala pošiljko dvigniti na pošti v 15 dneh, a tega ni storila. Nekdanja premierka mora KPK-ju odgovoriti najkasneje do 7. oktobra, dan potem, ko bo že prestala zaslišanja za komisarko v Evropskem parlamentu. Slovenija pripravlja akcijski načrt za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Ališić. Sodišče je Sloveniji 16. julija naložilo poplačilo deviznih varčevalcev Ljubljanske banke, ki še niso bili poplačani. Delovni skupini sta oblikovani, a gre za kompleksno vprašanje z veliko neznankami. Časa za pripravo je manj kot 4 mesece. Sindikat vojakov Slovenije je danes na Ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti določil, ki predvidevajo vračanje nagrad in povračilo stroškov za usposabljanje vojakov, če se odločijo vojsko zapustiti predčasno. V sindikatu so prepričani, da se s takšnimi določbami za pripadnike vojske vzpostavlja prisilen delovni odnos. Mnogi namreč želijo vojsko zapustiti, ker je vojaški poklic zanje pretežaven, a tega ne smejo storiti, saj bi morali vračati previsoke zneske. Dobitka Lotko 6, igre lota vrednega 1,3 milijona evrov, v zakonskem roku ni prevzel nihče. Neizplačan dobitek bo Loterija Slovenija zato vrnila v igro loto, sklad za sedmico pa bo predvidoma 2. novembra za toliko višji. Dobitke loto lahko skladno s pravili igre izplačajo 67 dni od datuma žrebanja. Žrebanje 58. kroga je bilo 20. julija, rok za izplačilo dobitka pa je potekel včeraj. In še vreme. Jutri bo v zahodni Sloveniji precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno. Drugod bo sprva pretežno oblačno in po nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo zjasnilo. V ponedeljek bo precej jasno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V zahodnih, hribovitih krajih pa bo popoldne nekaj več oblačnosti. Danes v dnevniku televizije Maribor. Odvetniki v pričakovanju nove odvetniške tarife. Letos manj kakovostnega medu. Kako je iznajdba kolesa pred 6000 leti vplivala in sooblikovala življenjski prostor od prazgodovine do danes. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.